zmeda na vozišču. Ta gre ven, napaka. Napaka, tretji nepravilno. Nove prometne rešitve, stare napake, prekrški. Verjetno več kot je krožišč, bolj smo jih vajeni in lažje jih uporabljamo. Smo nepozorni vozniki. Tale gospod ni pogledal, če je kdo v mrtvem kotu. Ali nas zavede infrastruktura? Nikakor ne smemo tle menjati pasove. Problem turbo križišč je samo v tem, da ljudje se napačno velikokrat postavijo. Pogosta jeza in frustracija voznikov, kako sledimo prometnim rešitvam, križišča, krožišča, avtocestni priključki. Nam prometna ureditev lahko odpušča napake? Govorimo o odpuščajočih cestah, danes govorimo o predvidljivih cestah. V to smer tudi trend gre. Prebivalci Slovenije v povprečju opravimo 32 km voženj dnevno in zato porabimo približno 55 minut. 80% vseh poti prevozimo z osebnim avtomobilom, kar kaže na veliko gostoto prometa in številne prometne situacije, v katerih so pravilne in pravočasne odločitve voznikov ključne. Na več kot 6000 km državnih cest imamo preko 15000 križišč in 520 krožišč. Skupaj z občinskimi več kot 1000. Danes ustaljena prometna praksa, ki je pred 30 leti v Sloveniji sploh nismo poznali. Merjajo promet in so nas v povprečju bolj varna, v večini primerov tudi zagotavljajo večjo pretočnost. A zahtevajo vso našo pozornost. V krožišču moramo biti vsi aktivni. Ena prvih sodobnih rešitev krožnega prometa se je pojavila v New Yorku, kjer so v začetku 20. stoletja uvedli enosmerno kroženje in pravilo prednosti, kar je vplivalo na poznejši razvoj krožišč po svetu. Največje stoji v Maleziji in se razteza na več kot 3 km obsega. Prvo slovensko krožišče je po osamosvojitvi zgrajeno v Velenju, danes jih imamo v številnih različicah in velikostih. Mini krožna križišča, enopasovna, teh je največ in so za vožnjo najpreprostejša. Dvopasovna gradimo le izjemoma, zamenjala so jih tako imenovana turbo krožišča, ki izrobniki onemogočajo spreminjanje pasov, zato je tam manj nesreč. Z inštruktorjem vožnje Andrejem Brulcem smo preverjali, kako njihova zasnova vpliva na varnost, pretočnost in odločitve voznikov v prometu. Ravno turbo krožišča, kaže praksa, voznikom pogosto predstavljajo največji izziv. Težava je pa za vse voznike, ker vemo, da turbo križišč ni bilo toliko, da je nekaj novega. Če živimo v kraju, kjer tovrstnih krožišč ni, nam bo sigurno dal krožišče, ko ga bomo prvi srečali, povzročilo nek stresa, zato ker nismo navajeni in ne vemo točno, kaj narediti. Ko smo enkrat v turbokrožišču, premikanje med pasovi ni več mogoče, zato je ključno pravilno vključevanje, pravi Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje na Avtomoto zvezi Slovenije. Jezo in frustracijo voznikov, ki ob prometnih konicah končajo na napačnem izvozu, opazuje vsak dan. Nekaj so talne oznake, ki jih vidimo tukaj na tleh, še bolj pomembne so meni osebno razvrstilne table, se pravi te modre table, ki jih imamo pred krožišči in križišči, ki nam povejo, na katerem pasu moramo biti, če hočemo v določeno smer. Kakor si se odločil, kakor si videl pravilno, tako se zapelješ. Če se zmotiš, zapelji ven. In če si se zmotil, kakorkoli, poglejte, naslednjo krožišče se obrneš, greš nazaj. Turbokrožišča so k nam prišla iz Nizozemske, pojasnjuje dr. Marko Renčel, predavatelj na Mariborski fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, ter so se zelo dobro prejela. Začeli smo jih graditi pred dobrimi 10 leti, zdaj jih imajo že skoraj vsa večja slovenska mesta. Če govorimo o rondojih, o krožnih križiščih, ima seveda turbo krožišče največjo prepustnost. Zaradi tega je tudi bolje, da se jih dela izven naselja, kjer je manjši delež pešcev, kolesarjev, ali pa se pešce, kolesarje vodi izven vojsko. Čeprav so pogosta rešitev za večjo pretočnost prometa z vidika splošne varnosti, niso vedno najboljša izbira, pravi Simon Mlekuž, vodja sektorja za investicije v ceste pri Direkciji za infrastrukturo. Prometna stroka opozarja tudi to, da recimo v bližini šol, zdravstvenih domov, kjer so ranljivi uporabniki pešci, tudi niso najboljša rešitev, ker prehodi za pešce na krožiščih niso semaforizirani in so pešci manj zaščiteni. Klasično dvopasovno krožišče z dvema izvoznima pasovoma pri mnogih voznikih ustvarja napačno razumevanje, da je izvoz mogoč z obeh pasov. Ta gre ven, napaka. Napaka. Tretji nepravilno. Peti.
Gremo naprej. Ta bi bil vsem bistveno bolj pravilen, kot vsi do zdaj. Nepravilno. Poglejmo Passata. Nepravilno. Prvo in osnovno pravilo vseh krožišč je: vanj vstopamo z neprednostne ceste, prednostna je v krožišču. Uči se tipično, da prvi, drugi izvoz, če so krajši, se gre po zunanjem pasu, tretji, četrti po notranjem pasu, odvisno od velikosti krožnega križišča. Veliko voznikov, ko pele po notranjem pasu, zapelje direktno z notranjega pasu ven. To je tudi negativno ocenjen vozniški izpit. Na tem krožišču je samo med našim opazovanjem nepravilno peljala velika večina voznikov. Preštela smo jih 11, od tega jih je 8 odpeljali nepravilno. In tukaj bi lahko to uredili na drugačen način in bi bila cesta bolj pretočna, bolj varna in nenazadnje ne bi bil prekrškov. Rešitev bi lahko bila, pravita inštruktorja, turbokrožišče ali polna črta. Ki pa dovoljuje z notranjega pasu, da zapelješ ti direktno ven. Zmeda je tukaj popolna. Vozniki, ki so v prekršku, tvegajo prometno nesrečo, ker vozilo, ki je na zunanjem pasu, tako kot ta kombi, lahko pelje naprej. Tisti, ki peljejo po prometnih predpisih, pa ustvarjajo zastoje. Včasih nas infrastruktura zavede, da gremo zavestno v prekršek. Zakaj? Zato, ker je pač vožnja lažja oziroma hitrejša. Sploh po ob 4 je tukaj res kaos. Kateri tip krožišča je primeren za umestitev v nek prostor, je kompleksna odločitev, ki jo strokovnjaki za prometno infrastrukturo tehtajo po številnih kriterijih. Pomembno je cestno omrežje, koliko prostora oziroma zemljišča je na voljo za izgradnjo, varnost za vse udeležence, tudi pešce in kolesarje. Prav tako okoljski in ekonomski kriterij, torej koliko emisij ter kakšni so predvideni stroški vzdrževanja. Najdražje so seveda semaforizirana križišča, zaradi porabe elektrike, vzdrževanja, usklajenosti z drugimi semaforji. Prednost krožišč pred križišči je nesporna, pravi Renčelj. Hitrosti so nižje, izpusti plina v okolje manjši, pretočnost je večja, manj je trkov. Število nesreč, kažejo podatki policije, ponavadi ne preseže 400 letno. V navadnih križiščih jih je lani bilo več kot 1800, 2 leti predtem dobrih 2000. V primeru prometnih nesreč v krožiščih je resnost posledic manjša. Takšnih dvopasovnih krožišč v Sloveniji zaradi pomanjkljivosti praviloma ne gradimo več. Zdaj pa bi vas prosila, če tule v piko, v sredino pike pogledate na tarči. Za prometno varnost je pomembna infrastruktura, a ključna je tudi naša pozornost. Kako fokusirani smo na vožnjo, kam usmerjamo pogled, ali sploh zaznamo prometno signalizacijo. Doktorica Tina Cvahte-Ojsteršek z Fakultete za logistiko je s pomočjo napredne tehnologije preverjala, kako različni motivci vplivajo na našo vožnjo. Recimo nastavljanje frekvence na radiju, iskanje nečesa na sopotnikovem sedežu, mogoče tudi zelo intenziven pogovor z nekom, ki ga imamo zraven v avtomobilu, odvrnejo toliko našo vizualno pozornost, da mi pač nekih stvari v prometnem okolju ne zaznamo, ne vidimo. Od 15 motivcev so bili najbolj problematični postavljanje navigacijskega in klimatskega sistema ter spreminjanje radijskih frekvenc. Govorimo mogoče o 5-6 sekundah, ampak vsaj 3 sekunde, v 3 sekundah recimo na avtocesti ali pa tudi v nekem urbanem okolju zelo veliko informacij ne dobimo, oziroma jih zgrešimo. Konkretno pri nastavljanju klimatskega sistema polovico časa vozniki v povprečju niso gledali na cesto oziroma na prometno okolje. 2 voznika, prvi inštruktor vožnje, drugi moški z več let izkušenj, sta dobila posebna očala, ki s prednje strani snemajo vidno polje voznika. Infrardeče kamere na notranji strani očal pa sledijo poziciji zenic. Odlično. Evo ga. Najprej prvi voznik. Rdeča pika kaže na točko, kamor je usmerjen njegov pogled. Treba je tu povedati, da nekaj vidimo tudi z perifernim vidom. Je pogledal znak stop. Zdaj pa se približuje krožišču. Še celo pogledal je mrtvi kot preden je menjal pas. In zdaj se bo izključil ven iz rondoja. Na ta način lahko analizirajo, kdaj voznik prvič opazi prometne znake, druge voznike in motnje v okolju ter koliko časa jim nameni. Opa, tu vidimo v resnici, v kolikšni meri nas mobilni telefoni kot neka najbolj tipična motnja oziroma distraktor zmotijo. Če bi recimo nekaj priletelo na vozišče, tule, ko je začel pisati in tipkati, je verjetnost, da bi to opazil dost majhna. Ampak zanimivo, ni se oglasil na telefon, ni pisal sporočil, ampak je preprosto odprl rampo, pa kljub temu je njegov pogled. Seveda, v vsakem primeru je bil v interakciji z mobilnim telefonom. In še drugi voznik.
pogledal je, na kak način se vključuje, če je že kdo v rondoju, tudi pred izvozom. Tale gospod ni pogledal, če je kdo v mrtvem kotu. Videli smo zdaj, da je preveril pešce, ki so bili ob vozilu, oziroma ob vozišču, torej, da če je kakšna nevarnost, oziroma če bo šel kdo čez cesto. Zelo dobro si oglejuje vse, kar se dogaja okrog njega in je uspešno speljal vožnjo, kot je treba. Če pa pride do neke nesreče na avtocesti, kjer so hitrosti više, pa lahko pride dejansko do bolj tragičnih nesreč z več umrlimi. Skoraj polovico vseh kilometrov v Sloveniji prevozimo na hitrih cestah in avtocestah, na katere se vključujemo in izključujemo na skupno 129 priključkih in 12 razcepih, ki se v grobem delijo na 3 kategorije. Obliko diamanta, trobente in deteljice. Večina pa je kombinacija vseh 3, pravi Zvonko Zavašnik z Darsa. Ni izziv v sami obliki priključka, ampak bolj v tem, kako se ta priključek potem navezuje na vzporedno omrežje. Ali samo s prometnim znakom, ali z semaforizacijo in pa tretja oblika je pa krožno križišče. Te razlike niso le tehnične, vplivajo tudi na to, ali infrastruktura vozniku onemogoči ali pa mu vsaj oteži vožnjo v napačno smer. Po podatkih policije je bilo takšnih voženj lani 9, leta 2023 pa 15. A to so le primeri obravnavani kot prekršek. Vožnje, ki se končajo huje in se vodijo kot kaznivo dejanje, je v resnici precej več, med 60 in 70 letno. V nasprotno smer se pojasnjujejo na Darsu, vozniki zapeljejo na 3 načine. En način je ta, da pravilno zapelje na avtocesto in ko se v bistvu ta rampa konča in namesto, da bi nadaljeval po pospeševalnem pasu, enostavno polkrožno obrne in gre v nasprotno smer. Drugi način zavije v bistvu na napačno rampo in gre kontra. Potem tretji primer smo pa tudi imeli v bistvu 2 leta nazaj na vzhodni obvoznici, pa je enostavno se voznik na sredini med vožnjo odločil, da bo obrnil in njegova vožnja nazaj je trajala, mislim, da več kot 200 metrov ne. Ravno zato je prilagajanje infrastrukture nujno. To je denimo nov priključek Dragomar s primorsko avtocesto povezan s krožiščem ali ta, ki prav tako v krožnem prometu pelje na ljubljansko obvoznico. Je konstruirano popolnoma drugače, kot smo navajeni na vseh starih uvozih in izvozih. Če tukaj pogledava na tablo in kako je samo krožišče zasnovano, se mi tukaj v napačno smer te naše hitre ceste skoraj da ne moremo zapeljati, oziroma če bomo to naredili, smo to naredili zavestno, ne zaradi tega, ki bi nas mogoče infrastruktura zavedla. Za razliko od tega priključka, kjer je potrebna precej večja previdnost voznika. Zelo dobro označeno, jasno vidno, ampak če samo pogledamo infrastrukturo, je pa tukaj bistveno enostavneje zapeljati levo in smo že na napačni strani te hitre ceste. Sred noči, utrujenost, spregledaš, navigacija ti reče čez 50 metrov zavite levo, niste pozorni in je teh 50 metrov mogoče v tem križišču. Prepoved vožnje v napačno smer pa je zelo nazorno označena tudi številnimi prometnimi znaki. Franci Bizjan je za volanom že več kot pol stoletja. Promet je, ko je 70. leta postal voznik, bil povsem drugačen, kot je danes. Veliko manj prometa, ni bilo rondojev, semafori so bili sem pa tja, vse je bilo tako prosto. Zdaj pa veliko prometa in je treba tudi na to malo pogledati. Vsako leto se vse več starejših odloči za obnovitvene vožnje, opažajo inštruktorji in mnogim težavo predstavlja ravno največje slovensko in edino semaforizirano krožišče Tomačevo. Tomačevo je res specifično, zelo dobro zasnovano, prometno odvisno. To pomeni, da se semafori prilagajajo glede na prometne obremenitve na krakih. Franci, kot pravi, s tem nima težav. Zmoti ga sicer vožnja mlajših, ki se jim opaža na cesti, pogosto mudi. Ljudje se ne držijo smerokazov na cesti, ko spreminjajo smer. Eni so hitri, ne?
A veste, potem pa lahko na karambol naredi. Veliko jih govori po telefonu in oni so odsotni na cesti potem. Poleg navadnih motivcev, pravi Tina Cvahte Osteršek, veliko pozornosti voznikom odvrnejo tudi reklamni panoji. V vseh raziskavah ugotavljajo, da več izkušenj, kot imamo vozniki, lažje nadomeščamo manjko pozornosti, vendar s starostjo pridejo tudi omejitve. Starejši imajo več izkušenj, ampak imajo pač daljši reakcijski čas, torej so manj prilagodljivi, ampak več pričakujejo. Mlajši pa so bolj prilagodljivi, ampak še ne vejo, na kaj se bodo mogli prilagoditi na nek način. A veste, jaz vsak dan vozim, tudi veliko kilometrov naredim jaz in ustane ti v krvi to, tako da način vožnje, ne. Poleg krožišč, ki so si med seboj različna, se vozniki težje spoprijemajo tudi s potekom glavne ceste, pravi Brulc. Dejansko, ko je cesta naravnost, velikrat vozniki mislijo, da so na glavni cesti. Veliki spitov negativnih, ker pač se spregleda. V bistvu cesta naravnost in znak potek, ki nam točno kaže, da ima on z desne strani prednost, ga ljudje ne vidijo. Če vidimo, je tudi znak mečken že v letih, da velikrat zgodi, da nekdo zapelje naravnost, da niti ne ve, da je na stranski cesti. Mnogim težavo predstavljajo tudi križišča in zavijanje v levo, ki je, pojasnjuje Pungartnik, eden najbolj nevarnih elementov vožnje. Ta je že skoraj soliden, kako globoko se je postavil v križišče. Ampak če samo pogledamo zdaj prostor med obema avtomobiloma, med tem rdečim in belim, vidimo, da je še kar nekaj prostora vmes in ta prostor zdaj ni noben problem, zato ker ni nobenega prometa oziroma je zelo redek. V konicah pa je to problem. Zakaj? Zato, ker namesto, da čez en interval odpelje 5 avtomobilov, odpeljejo 3 ali pa mogoče samo 2. In na ta način sami ustvarjamo tudi gnečo. Ob tem pa morajo upravljavci cest poskrbeti za nedvoumno signalizacijo, opozarja Erik Logar, vodja varne mobilnosti pri Avtomoto zvezi. Ta prometni znak je slikan v Mengšu. Vemo, da stop znak lahko prepoznamo tudi iz zadnje strani po svoji obliki, vendar pojavljajo se že stop znaki na pravokotnem znaku, kar pomeni, da vozniki že ne morejo vedeti, da je z nasprotne smeri stop znak. Prometna infrastruktura se spreminja, prilagaja se voznikom in vse bolj skuša odpuščati napake. Danes cestna infrastruktura mora biti berljiva, predvidljiva, torej gre v smeri manjšanja prometne signalizacije. Gre za idejo trajnostne varnosti. Cestni sistem naj bi bil zasnovan na način, da pričakuje človeške napake in jih ne kaznuje s hudimi posledicami. Ta v praksi poleg jasne in berljive ureditve predvideva tudi zmanjšanje nevarnih odsekov. Namesto klasičnih križišč postavitev krožišč tam, kjer je to smiselno. Na avtocestah pa blažilnike trkov ter betonske ograje namesto jeklenih. Tukaj je že ime samo, odpuščajoče ceste, predvidljive ceste. V to smer tudi trend gre, da se infrastruktura sestavlja na takšen način ali pa gradi na takšen način, da prvič odpušča napake, na drugem mestu je pa to, da mi, ko se peljamo po neki cesti, lahko predvidevamo, kaj sledi. In to je tisto najbolj pomembno. A tudi najbolj odpuščajoča cesta ne more nadomestiti zbranega voznika. Manj motivcev pomeni več pozornosti in več varnosti. Če bi se pa ubadali s cesto, pa samo odprli oči, bi bilo vsega manj. Na cesti se nikoli ne mudi, ker vsi, ki so malo starejši, točno vejo, da življenje gre tako prehitro. In če bomo še hitrejši na cesti, se lahko zgodi, da bomo prehitro zaključili svoj cikel. Paziti je treba na sebe, pa na druge, ne.